Življenje išče pot. Dober dan. V sredo, 15. maja, se bo v Mariboru v Ljudskem vrtu odvil drugi festival duševnega zdravja. Prvega so lani uspešno izvedli v Ljubljani. Kaj je navdušilo obiskovalce in prepričalo organizatorje, da s festivalom nadaljujejo, smo vprašali Mateja Vinka, predstojnika Centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zagotovo so bile zelo dobro sprejete delavnice in predavanja. Mislim, da so bili prav vsi termini izjemno dobro obiskani, praktično polne predavalnice. Stojnic je bilo več kot 40 lansko leto in tudi med stojnicami je neprestano bilo zelo veliko obiskovalcev, kjer se je pogovarjalo, smejalo, izmenjevalo izkušnje, znanja. In dogodek kot celota je v bistvu živel skozi celoten dan. Ta izmenjava med recimo temu splošno javnostjo, pa tudi med strokovnjaki, ki so bili za stojnicami, je bila zelo živahna in ker takega dogodka, izvedenega v takšnem obsegu, zares v Sloveniji nismo imeli, smo seveda bili takoj po koncu dogodka prepričani, da ga bomo ponovili tudi naslednje leto in upam, da vsako leto tudi od sedaj naprej v različnih slovenskih mestih. Dogodek je nacionalni, da tako rečem, res je namenjen vsem starostnim skupinam, vsem prebivalcem v Sloveniji, z katerega koli konca prihajajo in zato je bilo dokaj logično, da gremo to leto iz Ljubljane kam drugam in smo šli v Maribor, kjer bomo torej 15. maja imeli ta dogodek, ki bo tudi letos ponudil izjemno zanimiva predavanja, delavnice, 60 stojnic, kjer se bojo predstavile združenja, organizacije, okrogle mize, interaktivne delavnice, pa še marsikaj drugega. Tako, in da zdaj malo še poslušalce navdušiva, katere so pa tiste glavne vsebine delavnic, predavanj, bodo podobne, kot so bile v Ljubljani, tako da si znamo konkretno predstavljati, to bi me pa potegnilo. Zagotovo bomo največje uspešnice v določenem obsegu ali pa na način ponovili. Imeli bomo delavnice o tehnikah sproščanja. Po drugi strani pa bomo vsebine v bistvu oblikovali oziroma smo jih že oblikovali in program je že na voljo, tako da se lahko v njih identificirajo različne starostne skupine v različnih življenjskih obdobjih in tukaj v bistvu po eni strani gledamo, kateri so izzivi, s katerimi se ljudje soočamo v različnem življenjskem obdobju in kako bi lahko mi skozi eno predavanje ali pa delavnico ponudili ljudem nekaj koristnega za domov, za sabo, da lahko uporabijo potem naslednji dan, čez en teden ali čez en mesec. Tako da se bomo pogovarjali recimo, kako lahko odrasli s svojimi otroki se pogovarjajo o medvrstniškem nasilju, pogovarjali se bomo o stiskah, ki jih lahko doživljajo nosečnice, mlade mamice, pogovarjali se bomo o kognitivnem upadu, staranju in kako skrbeti za v bistvu dobro mentalno kondicijo v tem življenjskem obdobju. Tako da vsebin je res zelo veliko, vse so zelo usmerjene v neko praktično dodano vrednost za naše obiskovalce. Tako pa še moje zadnje vprašanje, kje pa si lahko to ljudje na spletu pogledajo, kolikor se spomnim, je bilo v Ljubljani celo treba rezervirati si mesto. Tako je. Predavanje in delavnice, za njih se bo potrebno registrirati, ker želimo pač zagotoviti prostor res vsakemu, ki se nameni obiskovati ta dogodek in specifično delavnico in prostor. Informacije o dogodku, vključno z povezavami do prijavnic in podobno, lahko najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer imamo posebno podstran o festivalu duševnega zdravja. Torej, to je ena pot. Potem lahko najdete več informacij na spletni strani programa Mira, to je nacionalni program duševnega zdravja. Spletna stran se glasi pa zaduševnozdravje.si, kjer prav tako najdete iste informacije in prijavnico. Verjamem pa, da če vtipkate v spletni brskalnik drugi festival duševnega zdravja, pridete prav na iste spletne strani, tako da tudi od tam lahko dostopate do prijavnic.
Tako, veselimo se že tega dogodka, upajmo, da bo čim več ljudi, ki to potrebujejo, tja prišlo. Hvala vam za zanimivo predstavitev, gospod asistent Matej Vinko, in veliko uspeha pri sami izvedbi festivala. Srečno. Hvala. V sredo torej vabljeni v Maribor na Festival duševnega zdravja na Ljudski vrt med 10. in 18. uro. Vse informacije najdete na spletni strani. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vam, da danes živite v notranjem miru in zadovoljstvu. Življenje išče pot.